Dobar dan, samo mogoče ena pripomba, taka malo humorna za začetek. Jure je rekel, da je to predstavitev za leto 2016. Ne, smo v letu 2016. Program iz 2016 poznamo mogoče boljše kot tega, ki ga še le pripravljamo, ampak vseeno. Torej, lepo pozdravljeni tudi v imenu založbe UMCO. Bi se na tem mestu seveda zahvalila distribucijski hiši Aurora, da nas vsako leto znova zbere in nam omogoči srečanje s knjižničarji. Za nas, ki imamo distributerja in ne hodimo neposredno v knjižnice, je to pomemben kontakt, edino srečanje z vami, tako da vsi lepo pozdravljeni. Če bi kdo rad kaj vprašal, tukaj so najeni kontakti, ker bo nažalost mogla na uredniško delo nadaljevati po tem predavanju. Jure je rekel, da je tretjič in zadnjič, oziroma kolegica je rekla, kaj to pomeni tretja in zadnja predstavitev. Drugo leto se ne vidimo? Ne, so že bili. Leto se že bile. Me je že skrbelo, da bom ostala brez tega stika, ker se mi zdi izjemno pomemben, da vas tukaj vidim in da vam povem, kaj smo pripravili. V glavnem, midva sva Samo in Renate Rugel. Že 25 let pripravljamo knjige, letos je za nas okroglo leto, dopolnili smo 25 let in izdali 500 knjig različnega tipa. Delamo na tem, da pač ostajamo v stiku, naš program poznate, z najnovejšimi dognanji domače, svetovne, tuje knjižne produkcije. Izdajamo knjižna dela pač za vse, ki jih zanima, kam se ta svet vrti. Zdaj nisva sama, tukaj sva seveda urednika, z nama so še, to sva midva, včeraj smo to posneli, zraven je tehnični urednik, se vidi, ne, sumerstvo, Aleš, tehnični urednik naše založbe, ki skrbi, da so knjige tehnično in sicer oblikovno lepo pravilno postavljene. Potem je tukaj Gordana, ki je mnogi med vami poznate in je tudi danes z nami tukaj, ki skrbi za prodajo knjig. In tukaj je naša najmlajša pomoč, midva se približujeva, kako že, penzionu počasi, in je Sanja Podržaj, ki nam pomaga pri uredniških delih. Mogoče bi sam na tej točki omenil, da poleg teh 5 ljudi, ki so tukaj, je pa potem še cela serija ljudi, oziroma cela veriga ljudi, predvsem prevajalcev, s katerimi delamo že dolg časa in so neposredni proizvajalci vsebin prevodnih in seveda slovenskih avtorjev, z nekaterimi že dolg časa sodelujemo, ki prispevajo izvirna knjižna besedila. V glavnem, naš program je razdeljen v knjižne zbirke, tako pač preobrazba, psihologija, psihoterapija, vse to, kar nas zanima, zdrav življenjski slog, angažirano družbeno aktualne teme. Pomembna knjižna zbirka je Sterina, kjer so pač žurnalistično-esejistične knjige. Potem imamo odmevna izpovedna dela v zbirki Odkrito, nekaj delamo v zadnjem času tudi na zbirki Roman. Občasno izidejo tudi kakšne knjige o knjigah, naši razne raziskave o knjižnem delu, o pomenu knjig, o razne razmišljanja o vplivu knjig, o zgodovini knjig. Začeli smo pa seveda s filmskimi knjigami pred 25 leti in zdaj že dolgo nismo dodali nobene nove. Zdaj sva se midva predstavlja v vrečkah in kot se spodobi po predstavitvi, v vrečkah imate tudi eno od teh knjižnih daril. Lahko si jih tudi izmenjate. Lahko si malo pogledate. Tako kot se spodobi, če človek pride na obisk, mora prinesti neko darilo. Tako da z veseljem vam podarjamo eno od teh knjig, en roman o hribovskem življenju, en premisleki o naravi in en potopis, dve domači in ena prevodna. In zdaj, če pogledamo še čisto na kratko nazaj, v minulo leto lahko rečemo, da je bilo za nas dosti uspešno ali pa pomembno. Smo imeli kar nekaj izstopajočih naslovov iz področja družbeno angažiranih tem, torej Tesnobna generacija, Poznamo krvava prostranstva. Dobili smo tudi nekaj nagrad, Prevlada je dobila nagrado za najboljšo poslovno knjigo. Potem smo imeli pomembno knjigo o mejah človeške vzdržljivosti, take teme še posebej zanimajo našega maratonca. Mogoče bi dodal še to, tale Tesnobna generacija je bila tudi ena pomembna knjiga, ki je prispevala k temu, da so zdaj omejili uporabo telefonov v osnovnih šolah. Ja, priključili smo vse kampanje, kako se imenuje, izklopi se, velika kampanja je potekala na to temo, zato da zdaj v osnovnih šolah več nimajo telefonov.
Potem je pomembna knjiga minulega leta so bili tudi Možgani v menopauzi, to so teme, ki zanimajo urednico, če vzdržljivost zanima urednika. Potem pa imamo še nekaj, rečemo jim, knjig še iz preteklega leta, ki pa so še zmeraj na dobro sprejete med bralci. In zdaj, v letu 2026, torej ne 2016, imamo že 6 knjižnih naslovov, ki imajo knjigo predstavo samo. No, 2 sta že išla. Umetnost porabljanja denarja, to je v bistvu zadnji del neke neformalne trilogije tega gospoda Morgana Kosela, ki zaslovijo s tole knjigo Psihologija denarja. To posebej podajamo za tega, ker tale fant, ki je prodal 10-11 milijonov knjig Psihologije denarja, bo pa šel letos jesen tudi v Ljubljano, ne sicer v naši režiji, in si pač eni te finančniki prizadevajo, da bi pripeljali v halo pivo le 4500 ljudi. Mogoče boste med njimi, vsekakor se bo v teh knjigah in o osebnih financah, to pa je stvar, ki zadeva vsakega od nas, bo letos veliko govora, tudi veliko se finančnih sprememb pripravlja čisto za posamezne prebivalce Slovenije. Sanje vlakov, to je šlo recimo 2 tedna nazaj, pa 3, v nedeljo je podelitev Oskarjev, tale film po tej knjigi je tudi nominiran za Oskarje, gre pa za eno tako novelo, ki v enem zgoščenem slogu pripaduje v temu glavnemu junaku. To je en preprost darbar, gozdar, ki ga potem recimo klešče ali pa koliko se časa potegne vase, dogaja se po Ameriki približno v 30, 40 in 50 letih prejšnjega stoletja. Če ne boste prebrali knjige, si pogledajte vse film. Zdaj pa prihajam na knjige, ki so pa zdaj v tisku in bojo šle čez 2 tedna. Moč in napredek. To je knjiga relativno obsežna, 600 strani. Tega Darna Acemogluja smo že izdali v knjigah Zakaj narodi propadajo in Množina svoboščin. Kljub temu, da je 1 leto mlajši od mene, je že prejel tudi Nobelovo nagrado za ekonomijo. In je v bistvu en najpomembnejših ekonomistov našega časa. Ob tem, da je najbolj citiran, en najbolj citiranih ekonomistov, je tudi zelo produktiven knjižni avtor, že tudi pripravil novo knjigo o liberalni demokraciji. Zakaj liberalni demokraciji spodleteti? To je recimo njegova naslednja knjiga, izšla v jesen v angleščini. V tej knjigi sta pa s tem Simonom Johnsonom, ki je tudi v bistvu sopojemnik Nobelove nagrade, sta pa raziskvala, kako v zadnjih 1000 letih, kako je tehnologija, napredki v tehnologiji, to je od poljedelstva do industrijske revolucije, kako so ti napredki pomagali splošnemu prebivalstvu, ali se tudi njim dvignil standard, ali se dvignil standard samo eliti. Tudi to imamo teme v sedanjih volitvah in to je gotovo knjiga za enega resnega razmišljajočega bralca, ki se ukvarja z družbenimi vprašanji. Je pa seveda 600 strani in to moraš imeti, mislim, recimo neke kondicije. Ta prejšnja knjiga Množina svoboščin sem se jaz nekaj časa hecel, da vsakmu, ko jo preberemo, jaz podelim značko. Nisem jih veliko podelil. Človeške napake. Ja, človeka imamo za čudež evolucije, ampak tale profesor Nathan Lenz si lepo recimo človeško telo delovanje od telesa do uma, vključno s kolenom, ki jo recimo imajo tukaj prisotni recimo mnogokrat težave. Koleno je en tak sklep, ki je evolucijsko zelo slabo narejen in včasih to ugotovimo, to bi nas lahko obvestili že v osnovni pa srednji šoli, paste na kolena, ampak tega ne naredijo. Ampak jasno, tukaj koleno je eno od poglavij, pa imamo potem kognitivne sposobnosti, kako smo pristranski v svojih odločanjih, pa to, zakaj recimo neke vitamine, ki jih recimo živali, pa druga bitja proizvajajo, moramo mi vnašati in tako naprej. V glavnem je po celih sklopu recimo človeškega telesa in ugotavljamo, da v bistvu nismo mi toliko čudež evolucije pa vrhuncu vsega, ampak smo tako, za silo smo narejeni. Nekako funkcioniramo. Modri stroj, to je ena ful zanimiva knjiga. Tudi tale ženska, Helena Cerski, promotorka znanosti, ona je naredila Boga in pol iz te knjige, tudi dobila eno nagrado. In to je pa zgodba o tem, mislim, seveda mi smo tlele sedimo na trdnih tleh, ampak če gledamo recimo na naš planet iz malo recimo širše perspektive, v bistvu je to morje z nekaj kopnega. No in ona se s tem morjem ukvarja,
obdela ga, v bistvu ona je fizičarka in zna zelo preprosto razložiti to, kaj se dogaja z oceani, z njihovo toploto, z njihovo soljo, z njihovim prebivalstvom, kako gre recimo, kaj se dogaja recimo z oceanom v njegovi globini, kaj na površju, kaj spodaj, recimo, kako se sporazumeva, kaj je v bistvu ta sporazumalni jezik biti, zvok, ne, seveda, in tako naprej. Genetska knjiga mrtvih, vstopa enate. To je pa zadnja od teh 6 knjig, ki ima letnico 2026 in prihaja že iz tiskarne. Zaključili smo jo nekaj tednov nazaj. Zdaj, Richarda Dawkinsa ni treba posebej predstavljati, kar nekaj njegovih knjig je prevedenih v slovenščino, nekaj tudi precej provokativnih, poznamo ga po knjigi Sebični gen in ta genetska knjiga mrtvih je neko nadaljevanje oziroma neka taka bolj splošna, poljudna obrazložitev te genetike na molekularnem nivoju. Pač Richard Dawkins je evolucijski biolog in je največji popularizator Darwina. Naprimer, on verjame v Darwina tako pač kot v malo božanstvo, čeprav je proti religiji. V glavnem, evolucija se njemu zdi izjemno pomembna. Knjiga prinaša številne primere iz živalskega sveta, tudi nekaj iz človeškega, ampak največ je poudarka na živalstvu. Je bogato ilustrirana, tista Jana Lencova, mislim, da je Slovakinja, je knjigo ilustrirala in so krasne ilustracije. Knjiga bo tudi barvna v slovenskem prevodu in pomeni je bil za nas kar velik izziv, tehnično in tudi seveda finančno. Prinaša pa nek tak razširjen pogled na evolucijo. In zdaj, naprimer, osnova je taka, jaz sem drugače biologinja, ampak bom preprosto povedala, osnova je taka, če ima neka žival, naprimer neka riba, oči, je ploščate oblike, ploščata in ima oči na vrhu glavi, ima tukaj, ne. Pomeni, da so njeni predniki živeli pri tleh, pomeni, da so imeli plenilce nad sabo, in mi pač lahko na podlagi tega sklepamo, to je zapisano v njeni genetiki, in na podlagi tega sklepamo, kakšno je bilo življenje njenih prednikov, kako je bila prej, kako se je prej prehranjevala in kako je živela in kako se bo v prihodnosti. Pač on to razlaga, da beremo, da torej žival lahko preberemo po obliki, kot da bi brali njeno genetsko knjigo. Genetsko preteklost, ja. Njeno preteklost beremo, torej iz preteklosti vemo, kakšna je žival, iz sedanjosti vemo, kakšna je bila žival v preteklosti. Tako, ključna reč. Zdaj pa pogledamo, kaj pa še le prihaja, kaj pa še... Kaj prihaja od marca naprej? Ja, od marca naprej. Naprimer... To je samo, da si malo pogledate. Malo si pogledajte, to so delovne naslovnice, to so delovne naslovnice, te, ki ste jih do zdaj videli, so v tisku, to pa smo zdaj naredili posebej vam na čast, vsako leto znova nas ta dogodek spodbudi, da začnemo razmišljati o programu do konca leta, da se z jesenskimi knjigami ne začnemo ukvarjati šele jeseni, ampak že zdaj. Poletno branje. Poletno branje, ne, šla pa že spomladi. Mogoče ste opazili, da znotraj našega programa, ki je ali naravoslovno, ali za osebno rast, ali tako obarvan, ali angažirano, se pojavljajo tudi kakšni romani. V minulem letu je šel ta roman Tukaj ste, to je pohodni roman, ki se dogaja se na neki pohodni poti v Angliji. Zdaj smo pa naredili podobno zadevo, smo našli samo naš urednik, ki skrbi za reden pritok knjižnih naslovov v naš program in v slovenski prostor, je odkril Amity Gage, ki je naredila zelo poseben roman, pohodni, dogaja se pa na Apalaški poti, ki jo poznamo od Jakoba Kende, ki jo je najbolj približal Slovencem. Drugače je to ena dolga pot, 3000 kilometrov, traja 6 mesecev, če hodiš po njej. In ona je tja postavila, govorimo o romanu, postavila je tja eno medicinsko sestro, staro 42 let, ki se po raznih osebnih in drugačnih travmah odloči, da bo to pot prehodila. Te poti so tako taka romanja, ki so zmeraj neka preobrazba in tudi ona pač se odloči, da bo nekaj spremenila na tej poti, vendar se ji tukaj nekaj zgodi. Izgine, ne bomo povedali naprej. Je pa treba povedati, da je to pač tak thriller višjega ranga. To je tako leposlovno in struktura. Tanja Frenč, to je leposlovni roman Upscale. Ja, torej malo zahtevnejše, ne zahtevnejše, malo kompleksnejše leposlovje, več plasti. Ampak zelo čitljivo,
Najpočasnejši bralec ga do zdaj pa je bral v enem dnevu. Še en lep slovenski izraz page turnera, kar se obračajo strani. Potem je pa druga knjiga, ki sem jo pa zaključila v tem vikendu, je pa naš priljubljeni Francoz, popotnik, avanturist Sylvain Tesson. Vsi ga poznamo po njegovih ekstremnih pustolovščinah, po smučanju, čez cele Alpe, potem ga poznamo po tem, kako je iskal snežnega leoparda, potem kako je ves poškodovan čez Francijo, potem po tistih najmanjših poteh, torej na črnih poteh Francije, francoskega podeželja, Belina, snežni leopard. Tokrat ga pa spoznamo tudi kot erudita, misleca, premišljevalca in nekega esejista. In sicer za eno francosko radijsko oddajo so ga povabili k enemu projektu in so mu dali Iliado in Odisejo in so rekli, zdaj pa ti pojdi in premisli to in boš pač poročal o tem. Za en mesec je šel na otok, grški otok Tinos, in se je tam zaprl v en golobnjak. Tole 3x4 kvadrate, za turiste sicer tole oddajajo, to so ene take majhne hišice. In je tam gledal na morje in je razmišljal, kako je Odisej plul tam in kako je... V glavnem, ni mu bilo hudega. Knjiga je odlično prevedena, v prevodu, nastavlja prevodu Mimi Podkrižnik. Seveda smo se naslanjali na vse prevode, ki jih imamo, Sovreta, Gantarja in Jeleno Izak. Res vse, kar imamo v slovenščini, imamo srečo, imamo v celoti prevedeno v eni verziji, potem imamo pa še dopolnjene neke sodobne verzije Iliade in Odiseje v slovenščini. In mi smo vzeli zmeraj, ki smo želeli, da je knjiga aktualna, smo vzeli zmeraj najnovejši naslov, torej najnovejši prevod, zadnji prevod, če obstaja v določenih verzov in stihov. Je pa tako, Tesson je to na tem otoku, je to vseeno, on je sodoben človek, kljub temu, da je razmišljal o antičnih časih, je to zelo družbeno umestil. Umestil je v čas in prostor, razmišlja tudi o vplivu družbenih omrežij, razmišlja o vplivu vseh sort sodobnih o vojnah, ki se nam ves čas dogajajo. Takrat so se dogajale, sedaj so se dogajale, o Bližnjem vzhodu govori. Tako izjemno, res lep biser, rekli smo, da je ljubezensko pismo mitologiji, hkrati pa nek intimni dnevnik nekega premišljevalca. Mogoče dodamo še to, ta knjiga seveda ne izhaja po naključju ravno to leto. Pred nekaj leti mi je Christopher Nolan, režiser mnogih hollywoodskih uspešnic, prišepnil, da bo naredil adaptacijo Odiseje. Sama zdaj pa vedi, kaj boš iz tega potegniti. Glavnem, film je v kino. Sylvaina Tessona, ki ima to knjigo. V glavnem, gotovo se bo o Odiseji, o Homerju, o tem se bo letos gotovo govoril. Ta knjiga je ful primerna za sodobne bralce. Mlade bralce, tako da recimo knjižničari, če imate idejo, mitologijo pa pela tudi v vaše knjižnice ponovno, imamo Sovretove prevode in tako naprej, ki so v bistvu... Nov prevod, veš, pod Kundorju, Iliade in Odiseje, letos. Boljšo? Ja, odlično. Pa še boljši. Pa še boljši. Tako da v glavnem, Homer is back, Homer je spet drugi, Poletje s Homerjem. To je, ni samo Homer back, ampak je tudi Vinašek. Torej, Boštjana Vidarska ni treba verjetno posebej predstavljati, novinar za domače, tuje medije, poročevalec iz vojnih prizorišč, protivojni poročevalec, ki ga zadnja leta seveda tudi ekološke teme izredno nagovarjajo. Menda je v tej knjigi, ki je jaz še nisem videla, je obe temi povezal in zdaj bomo videli, kaj nam bo povedal v knjigi. O čem boš pisal v tej knjigi? Mislim, po Homerju, Nolanu in Tessonu je to res, rekel, ohladitev prostora. Ampak Vroči sever je moja nova stvarna knjiga, v nastajanju, seveda, verjetno bo to jesen nekje prišla do vas. Gotovo. Gotovo? September? Ok, to je tudi novica zame, no. Je produkt, oziroma bo produkt nekaj letnega terenskega dela, v bistvu, ko bi rekel, v prostem času rad obiskujem Skandinavijo, Arktiko in bi rekel vse severne predele, ravno sem se vrnil iz dolgega potovanja po rusko-finski meji. Gledaš čez finsko-rusko mejo, ne? Ja, gledam in tečemo v njej, ne? Ampak to ravno včeraj sem se lotil resneje tega poglavja, ki bo verjetno zadnja v knjigi, ampak to je knjiga, ki v bistvu zgodba in povezuje o bodoči frontni črti.
o frontni črti, ki vsebuje vse elemente vsega, kar je narobe znani človeki. Tako, je zgodba o silovitih posledicah podnebnih sprememb. Zgodba se začne, ko potujem z raziskovalno ladjo MS Polar Girl od Svalbarda v smeri severnega pola. Je nekje začetku avgusta. Voda, surface water, površinsko morje imajo, namesto da je bilo zmrznjeno 11 stopinj. Ljudje na ladji razmišljajo, da bi se kopali, skakali z ladjo vodo, temperatura zraka pa je neverjetnih 21 stopinj. In to nekaj dni zapored. Potujemo in vse hrešči v neverjetnih zvokih. Kaj hrešči, lomi se led. In lomi se tako morski led, kot tako imenovani celinski led. In to je v spremljanje v živo prihodnosti. Nič, kar se zgodi na severu, ne ostane na severu. Trenutno dogajanje na severnem polu, seveda tudi na južnem polu, bo močno vplivalo na naše življenje v prihodnosti. In to izrazito celovito. Ob seveda drugih vojnah in drugih krizah, ki jih moramo ves čas poudarjati in jih izpostavljati, se je dogajanje na Arktiki umaknilo malce v senco, jo moramo pa ves čas razumeti v esenci. In v enem trenutku se je vrnilo nazaj, seveda v temu brutalno proti kakršnim koli nastavkom ali pa ostankom svetovnega reda naravnanemu Trumpovemu namenu prevzema Grenlandije. Tudi Grenlandija je tisto, kar se dogaja na njej. Naravna bogatstva, hitro taljenje ljudi, hitre spremembe, obračuni z domorodnim prebivalstvom in tako, je ključno, je pomembno, morda celo ključno poglavje te knjige. Bil sem lani konec avgusta tam in v tistem času, ko sem bil v Nuku, recimo v prestolnici Grenlandije, je bilo posod mogoče opaziti vohune. Posod so bili vohuni. In to je že tako transparentno, da v bistvu ni več treba biti vohun, ker preprosto ti ni več treba tega skrivati. In na dan pred mojim povratkom, potem je bil let predstavljen, so 4 ameriške agente Danci areterali. In takrat je že postalo jasno, da se na Grenlandiji nekaj dogaja. Jaz mislim, ko bo ta knjiga zunaj, to jesen, bo zgodba Grenlandije šla kakšen korak naprej, če ne resno nazaj. In v tej knjigi, kot rečeno, povezujem zgodbe Svalbarda, Grenlandije, podnebnih sprememb, morebitnega konflikta, boja za naravne vire, ki so v jedru celotne zgodbe. Recimo rudarjenje na morskem dnu na Norveškem, ki ga je sprejel norveški parlament v začetku leta 2024, pa je bilo potem to sicer zamrznjeno. Ta zgodba je zelo raziskovalno obdelana, s tem sem se ukvarjal več mesecev, podobno kot z rudarjenjem urana v imenu tako enega zelenega prehoda, tranzicije na Švedskem, ki jo, bi rekel, moramo razumeti kot odprto, demokratično, razvito družbo, pa jo rudarske globalne korporacije obravnavajo kot res kot da bi bilo, ne vem, kolonializem 19. stoletja. Vse to je v tej knjigi zbrano na enem kupu. Mislim, da govorimo o temah, ki se tičejo vseh nas. Hvala. Hvala lepa za še 5 minut. 30 knjig bomo v 5 minutah predstavili. Zakon privlačnosti, to sem prebral tudi jaz ta minuli vikend, brala sem ta vikend, Jurij Hudolin, to je naš avtor iz lanskega leta, potopis je napisal pohodopis peši bus po Istri, to je tipa kaj bi še bitko za pomlad, eni boste ljubili tudi to knjigo v svoji vrečki. No, zdaj pa je napisal eno knjigo, ki je še pa na drugo stran Slovenije. To območje med Miramarskim gradom in Devinskim dvorcem je zelo pomembno tudi za Slovence, to je za mejci 2 gradova, 11 km, mesta in najlepših predelov Sredozemlja in podobno. In je to en hibrid med potopisom, zgodovinsko čitanko in podobno. V glavnem ena taka eseistično potopisna zadeva tudi bo išlo spomladi. Učitelj najbolj, mi imamo tudi eno linijo teh pedagoških knjig. Beno Nejčič je pa nam že objavil eno knjigo Tek in beg, zdaj pa nekako združil svoje pedagoške izkušnje, predava že desetletja in v bistvu na nekaj eno svojo en pogled, kako ne bi deloval, recimo sploh, če so recimo te njegovi poslušatelji malo starejši, študenti, kako ni bi en učitelj sploh v današnji dobi funkcioniral. Veselimo se esejev Irene Škodorhar,
globoko v gozdu. Tudi to knjigo sem prebral v minulem vikendu. Drugače smo jo predstavili že lani. Ja, pa pač trajali nekaj časa, da ta knjiga nastala. Izhodišče je v bistvu zelo, rečemo, tragično. Avtorici se je zgodila v mladosti pač tragična izguba očeta, kar je zaznamovalo, in v resnici je to, kar išče skozi svoje pisanje in bivanje, nek odmev te tragedije. V tej knjigi se pa ukvarja z raznimi rečmi od tega, kaj je divjina, kaj je modrina, kaj so jezera, kaj je romantika, kaj je ljubezen, v enem takem eruditskem prepletu in neko logično delovanje tudi njene knjige Kaj hoče ženska, lep hibrid med Kaj hoče ženska in Svetišča narave. Vrtnarjenje za dušo. Ja, to je pa ena ameriška psihiatra. Ne, ali pa je z Američanom poročena. Sue Stuart Smith, psihiatrinja, psihoterapeutka in seveda tudi vrtnarka, ki je pač o tem, to je en tak hibrid, ona pač dela s svojimi klienti in pogosto pač klienti pridejo k terapeutu, kadar so pač v stiski in ona jim svetuje, umislite si vrt, naprimer prišla take lepe zgodbe, prepleta za svojim strokovnim delom, mislim, lepe, žalostne zgodbe ljudi, ki so v stiski in jim poskuša pomagati pač z naravo, s pomočjo negovanja nekih rastlin, spremljanja te rasti rastlin, pač da bi oni našli samega sebe, svoj boljši jaz. Ja, po eni strani imamo spodaj navedene knjige, ki so o naravi, ampak ravno tako bi lahko bile psihoterapevtske knjige kot neka druga referenca. Točno to sem se spomnila. Potem so Modrosti stoikov, naš priljubljen Ryan Holiday, avtor številnih knjig na temo antičnih vrlin. Tokrat imamo eno malo posebno knjigico, malo drugačno. Je sicer Modrosti stoikov pripravil za vsak dan v letu. Zdaj, kaj je stoicizem, vemo, poznamo, pač mirno prenašanje nekih čustvenih pretesov, rečemo, ta je pa preveč stoičen, pač ta ne. To je slabo, ja, kot da je slabo, ampak v resnici je to vrlina, ker pomeni pač, da nekako stoiki so verjeli, ta filozofska šola stoicizma je verjela, da so pač smiselno obvladovati nek strah, neko jezo, neko žalost, sploh pač pretirana čustva nas vodijo stran od razuma. In tukaj vsak dan v letu, če daš nazaj, za vsak dan v letu je ena misel, ki jo potem on razprede in razloži od raznih stoikov. Antični citat z njegovo interpretacijo. 11. marec, to je danes, piše živeti brez omejitev. Oseba brez omejitev, ki ima ob vseh dogodkih v svojih rokah vse, kar želi, je svobodna. Vsakdo, ki ga je mogoče omejiti, prisiliti ali zvabiti v nekaj, kar je v nasprotju z njegovo voljo, pa je sužen. To je rekel Epiktet. Ja. Mnogo let pred našim štetjem. Optimalno, to je ena knjiga, v kateri poskuša ta dva avtorja, Golemana poznamo dobro v slovenščini, po njegovi knjigi Čustvena inteligenca, na nek način pokazati človeku, kako za neko optimalno porabo energije, čustev in angažmaja dolgoročno, brez izgojelosti, pelati svoje življenje, osebno in poslovno. Herman Poncer, evolucijski biolog, pač mi smo navdušeni nad takimi knjigami, se opravičujemo. Pred 3 leti smo izdali njegov prvenc Pokojiti, ki je v bistvu bila zelo odmevna, to je, kaj se dogaja človekov presnova. Tukaj je šel pa zdaj malo širše, Ljudje smo zelo različni po tem planetu Zemlje, odvisno od tega, ki živimo in zakaj smo toliko različni. Se je on vprašal, ker smo prilagodljivi. Pač Homo sapiens, ne glede na tiste človeške napake, o katerih smo prej govorili, je zelo prilagodljivo bitje in to on zdaj razdela podobno in početi. Manifest kontrolnega seznama, to knjigo smo se odločili zdaj zaradi tega, ker je v naši založbi včasih tudi kaos in v bistvu taka knjiga, ti pa v bistvu na nek način da ta izhodišča, kako narediti ta kontrolni seznam, checklisto. Anatol Gavande ga najbolj tisti, ki ste že dolg čas v tem knjižnem poslu poznate, on je zelo več odmevno knjigo, pri medijski knjigi je šla minljivost. Rače on zdravnik, Zato je zelo prav za tako reč, da napiše... V medicini je zelo pomembno, da imajo te kontrolne sezname, so vse naredili. Ček. Ampak velja, kot rečeno, tudi za uredništvo in verjetno tudi za... Zajčice.
Vzgajanje zajčice je pa taka ena resnična, ganljiva zgodba. Chloe Dalton, ki je našla eno mlado zajčico, ona je ena taka naravoljubka, naravovarstvenica. Njeno hiško, samotno hiško na podeželju je priskakljala mala zajčica. Jaz ne znam tako na kratko povedati, tako samo povem sveda na dolgo. V glavnem, ona je to zajčico vzgojila in ob tem seveda premišljevala, o nekih, o svobodi, o zaupanju, o tem, kaj nam daje narava. Spet to je taka kombinacija tega premišljevanja in naravoljubja, pa neke osebne izpovedi, seveda tudi o svoji zgodbi življenjski razmišljanja. Ta knjiga je bila nominirana tudi za najboljšo knjigo v kategoriji ženskega pisanja, ampak ni dobila te nagrade, dobila pa nagrado za Wrightovo najboljšo knjigo v naravi. Tim Winton. Tim Winton je en Avstralec, ki jih imam jaz še posebej rada. Sicer ga poznate, verjetno njegova leposlovna dela izhajajo pri založbi Miš. Vdih, Jezdeci, Hiša na ulici Oblakov. To so že prevedeni romani v slovenščino. Mi smo se pa tokrat lotili za eno bolj poetično zadevo, eno tako odo Avstraliji in njegovi deželi. On je odraščal na zahodu avstralskem. In je ga ta prostor, to je res poseben prostor, in ga je zaznamoval tudi kot človeka in kot bitje, kot pisatelja in kot ustvarjalca. Tako da nominiranje za Bookerjevo bila, mislim, zelo pomemben avtor. Tukaj to je dom, zdaj pa je Seja otokov, V glavnem letos bomo 3 knjige izdali, ki se dogajajo na otokih. Ta je ta prva, Isto Geisler, ga poznate, se je gospod že stoje 80 let, oziroma 81, ampak še zmeraj dosti potenten v svojem pisanju, je zdaj napisal nekako eseistično ljudsko knjigo o otokih. O otokih nasplošno. Najbolj podoben je še recimo temu Predragu Matvejeviču, mediteranski primer, ampak jasno v neki svoji konstelaciji. Mnoge otoke, o katerih piše, tudi ni obiskal, kar tudi preko priznava, ampak glavnem tega v slovenščini še nismo imeli, knjigo o otokih. Potem pa tudi mi dva z Renate sva pešačila po nekih otokih in tukaj pa nismo nič napisali v knjigi. Ker še nastaja? Ne, knjiga je že napisana, ampak še to bi upozoril tamle med tistimi knjigami na levi je spodaj desno ena knjiga Vandranje omenjena. Ta knjiga bo išla pa drug teden pa Cankarjevi založbi. V njej pa opisujem nek pohod, ki so ga imela pa midva lani s sinom po Sloveniji. In sicer šla po E6 od severa proti jugu, v 6 dneh sva davela v dežju, v soncu, v megli, v vsem tem čez Slovenijo in da je fina reč. Celo tako fina, da je Andrej Blatnik uvrstil kot prvo pohodno knjigo v zbirko Smoti po 31 letih. Ampak pri nas bo pa išla? Pri nas bo pa išla knjiga Z vetrom v hrbtu, sva pa mi pa v zadnjih letih hodila po tehle otokih, Fuerteventura, Lanzarote. Zelo lepo je, ampak tudi zelo dramatično, vulkani, narava, tema, vojina, v glavnem nekaj smislo nadaljevanje, preko soncu naproti, sam še boljša. Koriši, njega poznate, veliko romanov je v slovenščini šlo, ampak se bo je podobno, recimo, kot Salmanu Raždijo pred 2-3 leti, ko je objavil to knjigo Nosi, tudi njemu zgodila ena tragedija. Tam je mislim, da je bil Rimo na nekih stopnicah, pa je nekaj padel in naenkrat postal invalid. Tetraplegik praktično. Ampak to ga ni pokopalo, ampak je iz tega napisal eno dosti dramatično, globoko knjigo, izide spomlada presen. Andrej Skubic je pa prevod zagotovil. Imamo še tega gospoda, ki ga vsi naravoljubci, ki kaj dajo nase, spremljajo, pa poznajo, ampak kljub temu do zdaj še ni najdu v slovenščini. Mi smo se odločili, da ga bomo izdali, pa kaj bo, pa bo. Ta zadnja njegova je Reka živa. Boštjan, ti si jo jih prebral, ne? Izjemna. Izjemna, evo. Ne rabimo nadaljevati, Boštjan zdaj običajno delamo tako, da od enega avtorja vzamemo samo ene knjige, ampak več knjig, da ga potem lahko dejansko bolj spoznamo. Ena njegova od prejšnjih knjig je pa Govori duha, ki je pa za Slovenijo še kako primerna, se pa sprašuje, kaj so hribi, zakaj to ljudje tja hodijo, kaj tam vidijo. In v bistvu smo končali.
smo končali. Naprej, to so naši paketi. To je samo malo, recimo, da se malo spomnite, kaj smo naredili. Na to, kaj smo delali. 25 let, 500 knjig. Če imate še kakšne predloge, ideje, kaj bi imamo določene profesorje, ki v bistvu me pokličajo, a vi to vi, ampak takih profesorjev je izjemno malo, žal. In bolj na manj smo si moramo sami program sestaviti, to nam ni problem, ampak zelo radi se navezujemo na nekaj, kar je v družbi že prisotno, to bomo počeli še naprej. Z vašo pomočjo seveda, brez knjižnice v bistvu je pač jasno socializacija knjige v slovenščini, v Sloveniji težka ali pa nemogoča. Zagotavljamo ves čas nizke cene, dobre kakovostne standarde. Tudi zdaj v bistvu smo začeli naše knjige z temi najnovejšimi tehnologijami še dodatno pregledati in jih bomo že izboljšali. Celoleten naš program letošnji je na način še izboljšan v tem smislu. Tako da upamo, da v bistvu bomo za vas tudi v prihodnje relevanten partner in da bomo v bistvu dejansko ostali vam pa našati v bistvu vsebine, ki se zdaj po svetu vrtijo na področju leposlovja, bodisi so prevodne ali pa veliko domače, kot so recimo Boštjanove. Hvala za pozornost in ljubo leto spet.